Zdravo družba, dobrodošli v novi epizodi. Danes sem pripravil spet en tak zanimiv preizkus. Igral sem o začimbami in s tem, kako obdržati čim več okusa na mesu, ki ga pečemo na žaru. Tako da, pojdimo pogledati, kaj sem pripravil za danes. No, tukaj bi mogla biti zdaj špica, pa je še zmeraj nimam, tako da bomo tudi to zrihtali. V glavnem, danes bomo probali ugotoviti, kdaj je najbolj začiniti meso, ki ga pečemo na žaru. Tukaj imamo 3 čudovite marinčkove kotlete in zdaj, kako se jih bomo lotili, ne? Prvega bomo začinili pred peko, drugega bomo začinili med peko in tretjega bomo začinili po peki. S čim jih bomo pa začinili? S temle Magic Dustom. Kdor me spremlja na Instagramu, ve, da sem pred kratkim postal uradni ambasador Kotani začimb, tako da bomo uporabljali tale Magic Dust od Kotanja. Vi lahko doma uporabljate to isto, si svojo naredite za tale eksperiment, karkoli, neko mešanico začimb. Tale Magic Dust je pa res dobra, pa tako vse stranska. Ok, zdaj kaj hočemo mi sploh ugotoviti s tem preizkusom, ne? Mene zdaj zanima, pri katerem od teh kotletov se bo največ tega okusa mešanice začimb obdržali. Kaj je zdaj teorija za tem? Teorija je, da če meso začinimo pred peko, se večino tega okusa med samo peko zažge. Tako da, mene zdaj zanima, če bi mi meso začinili med peko, tik pred koncem peke, glih toliko, da se začimbe malo zapečejo gor, a bo zaradi tega, ki je bolj okusno, ali če začinimo meso samo izključno po peki, ko je meso še vroče, posipamo gor, zato da na tem vročem mesu začimbe razvijajo svoj okus, in ali bo zaradi tega, ki je bolj okusno, ali bo preveč tak surov okus začimb. Pa še en nasvet, kadar pečemo kotlete, kupite saj toliko debele. Mesarju rečete, da vam odreže za eno kost debele. Se pravi, klele vzadje je rebrna kost in eno kost za en kotlet, ne tanjše od tega. Se pravi, to je nekaj 2,5 cm. Gremo mi zdaj tole vršiti na žar, pekli bomo pa direktno na nekih 200-250 stopinj. Koliko časa? Toliko, da bo doseglo noter 56-58 stopinj Celzija. To je toliko, da je ob kosti malenkost rožnato še lahko. Če ne želimo, da je rožnato ob kosti, gremo do 60-62 stopinj Celzija. Več kot to pa nekaj pol tega kotleta sam še pod plat ostane. Pa najbolj še neko omako naredimo zraven, vržemo pire zraven, pa je. Gremo mi zdaj ven tole speč. Tukaj jih imamo lepo zapečene kotlete, začinjene na različne načine. Zdaj pa dajmo probati, da vidimo, kjer je boljši, ne? Najprej začinjem ga pred peko. Kaj je to lepo pečen, pa sočno. Nekaj se okuša, sigurno prepoznam tole mešanico, ampak dajmo probati naprej, pa bomo videli, pri katerem bo najbolj izrazito. Se pravi, začinjen med peko. Tole smo začinili tamle na zadnjo tretjino peke. Tamle, ko je bilo meso nekje na 40 stopinj Celzija središčne temperature, takrat sem začinil. Evo, pa dajmo probati. Zanimivo, dosti podobno, ampak malenkost bolj intenzivno. Zanimivo. Zdaj pa dajmo probati začinjen ga po peki, se pravi, kle so pa začimbe se samo termično obdelale na toplem mesu, nismo jih pekli. Dajmo probati. Ok, kaj smo ugotovili? Zdaj, pečeni so vsi perfektno, vsi so sočni, vsi so okusni, tako da v tem ni dvoma. Zdaj pa, zanimivo, te dva pred peko in med peko sta skoraj ista, klele se mečkom bolj se čuti začimb. Medtem, ko klele, tale začinjen po peki je pa definitivno najbolj okušaš tiste začimbe, ki so noter v mešanici. Zdaj pa sam tako, kaj zdaj jaz razmišljam, ne? Razmišljam, tegale okusa smo mi nekako najbolj navajeni, ker že ves čas začinjamo meso pred peko, tako da tole je definitivno malo drugače, se pa tele okuse začimb veliko bolj občuti, če začinimo po peki. Dajte eksperimentirati, probite, katera od teh treh kombinacij je vam najbolj všeč, vam najbolj po okusu in to pa uporabljate, vse tri so pa možne.
Jebem ti, tudi jaz se težko odločim, kjer mi je všeč. Očitno bomo pa nas delali pol, ne? Pol pred peko, pol po peki, da bo za vsakega nekaj. Če vam je bilo tole všeč, stisnite en like, komentirajte, ne pozabite se naročiti in pa pritisnite tistele zvonček tamle dol, da boste dobili obvestilo, ko bo nov video, da ne boste kaj zamudili. Zdaj pa tako, kot ponavadi, tole bo treba pojesti. Danes smo sicer manj pomočnikov, ampak lahko jaz berem enega. Treba probati tega. Ni ti to dobro? Ne. To ni začinjeno. Ma tudi malo, probi, sam probi. Boš videl, če ti je všeč. Ni ti. Probaj. Moraš probati, pa pa reči, da ti ni všeč. Ja, dobro. Ta je dobro? Dobro, evo. Pa smo najdli začimbe, ki so mu všeč. Tako da ja, še enkrat, lepo se majte, pa se vidimo naslednjič. Pa dober tek.